No, v teh treh delavnicah, ki smo jih tukaj sedaj videli, izvajamo praktični pouk. Poučujemo praktično elektrikare elektronike, elektrikare energetike in pa potem elektrikare monterje oziroma pomožne elektrikarje in elektrikare računalnikarje. Vsaka delavnica je nekoliko drugačna in je prilagojena tem specifičnim zahtevam teh programov, ki izvajamo. V naši šoli izvajamo pouk, individualizirani pouk na individualen način, kar pomeni, da v nekem trenutku, da pač dijaki ne izvajajo hkrati enake vaje ali pa ne izdeluje enake izdelke, ampak lahko izdeluje izdelke ali vaje vsak po svoje. Hočem reči, da prilagajamo njihovim zmogljivostim. Zakaj si se ti odločil za ta poklic? Ja, jaz sem bil majhen, sem bil star 12 let, sem se dosti igral z napetostjo doma, ne. Kaj to pomeni z napetostjo? Z mamino napetostjo ali z kakšno drugačno? Ja, to, mislim. Električno napetostjo. Ja. Kaj pa si počel? Mislim, da so ti tako mlademu že doma dovolili uporabljati elektriko? Ja, saj nisem tako veliko napetost, sem tiste baterije, pa to sem vezal na žarnice, pa to. No, če Maša prižigala in ugašala luči, sem se pa jaz znajdel tukaj s tremi fanti, Gašper, Luka in Milan, z nekakšno napravo, ki je podobna letalski napravi, vsaj meni se zdi. Imam prav? Ne. Nimam prav. To je osciloskop. In kaj dela ta osciloskop oziroma zakaj se ga uporablja? To nam kaže napetost, sinusno obliko. Tam imamo usmernik, ki nam pretvarja iz izmenične v enosmerno napetost. Ta napetost, kot sem prej videl, je nekakšna takšna črta in to ni dobro, ne? Ne, v tem primeru ne, ker gre za enosmerno napetost. Glede na to, da imate na vašem zavodu tudi osnovno šolo, me zanima, kako dijakom svetujete, da se odločijo za šolanje naprej v srednji šoli. Katere so tiste stvari, na katere ste pozorni in kako jim svetujete? Odločitev je kar dolgotrajna, pri tem sodelujejo seveda v prvi vrsti otroci, njihovi starši in pa tudi svetovalna služba skozi poklicno orientacijo, ki pač celovito presodi, kaj bi bilo za konkretnega mladostnika najprimerneje. Glede zaposljivosti, ko enkrat dijaki končajo vašo šolo, imate kakšne informacije, kako je s tem, če govoriva za elektronika, elektrikarja? Praviloma naši dijaki, kar nadaljujejo šolanje, ne gredo toliko v zaposlitev, torej šolanje v programu tehnika in pa morda tudi še višje. V zaposlitev pa torej odhajajo le redki. Kako pa recimo danes gleda en vaš delovni dan? Začne se zjutraj ob 7, potem je ponavadi kavica. Pa lušte, ne bo ni tako naporno, če je že kavica. To je slišati, Potem je prevoz na terena, pa odvisno od terena. Pa tako pri nama tečne stranke, vam težijo sred noči. Nista ravno tečna, ampak tudi to se zgodi. Ampak vi se odzovete na vsak klic, verjetno. Ne tako kot nekateri, ki rečejo, nimajo časa. Treba biti profesionalen, če se pokliče, če se da pomagati, zakaj pa ne.